Življenje išče pot. Dober dan, cenjene poslušalke, dragi poslušalci. Jutri je 21. marec, dan Downovega sindroma. Zato je danes moja gostja, doktorica Valerija Bužan, predsednica Društva Downov sindrom Slovenija. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem poslušalcem. Gospa Valerija, pogledali si bova najprej, kakšno je po vašem mnenju stanje družbe, odnosa do oseb z Downovim sindromom. Na kaj ste lahko v teh letih, kar si prizadevate, za večjo vključenost in priznanje teh oseb pravzaprav ponosni in hvaležni? Stanje oseb z Downovim sindromom pri nas v Sloveniji je seveda boljše, kot je bilo na začetku mojega dela z osebami s posebnimi potrebami. Je pa še vedno tako, da z tem stanjem nismo zadovoljni. Predvsem nas moti, da otroci niso vključeni v večinske osnovne šole, da se šolajo v ločenih šolah. V tujini so v večini že te šole vključile tudi otroke z Downovim sindromom. V Sloveniji pa imamo samo nekaj primerov projektov oziroma poskusov in ti so bili vedno pozitivni. Enega od takih bomo tudi 21. marca predstavili popoldne v muzeju. Druga stvar je zaposlitev in bivanje. Pri zaposlitvi imamo neke pozitivne izkušnje že. Osebe z Downovim sindromom delajo v Narodni galeriji, tam pomagajo pri različnih delih. Zaposleni so tudi precej v gostinstvu, tako v strežbi kot v kuhinjah, v trgovinah. Tako da nekaj teh primerov dobre prakse že imamo. Je pa njihova posebnost to, da je potrebno jih v njihovem razvoju stalno spodbujati in zato tudi potrebujejo ves čas neko aktivnost, tako v dopoldanskem času kot zaposlitev, kot popoldne, kot koriščenje prostega časa. Večji problem so bivalne enote oziroma bivanje kasneje v življenju, ko odrastajo. Na tem področju še ni kaj dosti narejenega. V Sloveniji se počasi sicer odpirajo in se tudi ti izvajalci, ki zdaj vključujejo osebe s posebnimi potrebami, preoblikujejo v manjše enote. Vendar tega zaenkrat ni dovolj, tako da sami pravzaprav ne morejo izbrati, kam bojo šli, ampak lahko grejo tja, kjer je prosto mesto. En od pomembnih stvari, ki se je zgodila v zadnjem času, pa je to, da so dobili volilno pravico. Letošnje geslo je konec stereotipov. Kateri so tisti najbolj v nebo vpijoči stereotipi, ki bi jih pa res že kot družba verjetno presegli? Zelo velikokrat razmišljamo o tem, da se otroci z Downovim sindromom rodijo starejšim materam. Sicer je tveganje za rojstvo otroka z Downovim sindromom res večje, vendar se pogosto rodijo tudi mlajšim. Kljub vsej kontroli in vsem tem preizkušnjam, ki jih matere v času nosečnosti naredijo, se letno rodi tam od 5 do 6 otrok z Downovim sindromom v Sloveniji. Število se je zmanjšalo v primerjavi s včasih. Drug stereotip, ki je zelo pogost, je ta, da ne živijo dolgo, da mladi umrejo. To ni res, da živijo tudi kar lepo starost, 50, 60, 70 let. Seveda je to povezano tudi z dobro oskrbo, ki jo imajo, pa z nekimi posegi, ki so lahko to njihovo že stanje ob rojstvu izboljšale, recimo. Imeli so veliko težave na srcu, kakšne težave na srcu in zdaj se to operativno že zelo hitro uredi. Tem mislimo, da so si po videzu zelo podobne, da potrebujejo ves čas neko spremljanje in nadzor. V resnici so kar samostojni, se znajo trezno odločiti, vejo tudi, kaj želijo. Jih pa moramo seveda v času mladosti tega tudi naučiti. Imamo pa v Španiji že tudi prvo poslanko z Downovim sindromom v parlamentu. Gospa Valerija Bužan, zdaj pa poglejva še v jutrišnji dan. Pripravili ste nekaj dogodkov, na katere lahko danes povabiva naše poslušalke in poslušalce.
Ja, jutri bo po celi Sloveniji v 21 krajih pohod s baloni. Maribora, Celja, Velenja, Žalca, Cerknice, Jesenic, Radovljice. Tako da vas vabim, da se po temu pohodu pridružite. Sama upam, da ne bo potrebno več družbe osveščati o osebah z Downovim sindromom v leti, ker bodo vsi vključeni in jih bomo dobro poznali. Isti dan, jutri ob 16:30 je v Mestnem muzeju v Ljubljani predstavitev filma Moja pravica, moja priložnost. Govorila bo o uspešni vključitvi Gašperja v večinsko šolo in izkušnjah, ki so jih imeli vsi deležniki na tem področju. V petek, 22.3. pa bo gastronomsko tekmovanje, sicer bodo na Štuli 33 v Šentvidu tekmovali v pripravi hrane in mešanju koktejlov. Tako, vsi, ki nas zdaj poslušate, ste vabljeni, da se udeležite kakšnega od teh dogodkov. Gospa Valerija Bužan, hvala lepa za pogovor, tudi za vsa vaša prizadevanja, pa še uspešno delo pri tem poslanstvu, da bi te osebe postale čim bolj vključene med vse ostale državljane in državljanke Slovenije. Hvala lepa, nasvidenje. Najlepša hvala tudi vam, nasvidenje. Poslušali ste pogovor s predsednico Društva Downov sindrom Slovenija Valerijo Bužan. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Srečno. Življenje išče pot.